odpravljanje, borimo se proti odpravljanju delavskih in študentskih pravic, prekarizaciji, posegamo pa tudi na področje feminizma, okoljevarstva in pa javnega zdravstva. Poleg tega se pa zavzemamo pač na splošno tudi za korenito izboljšanje političnega zastopstva vseh, ki študirajo, bodo študirali oziroma so zdaj zaključili študijom in se počasi probajo vključiti v trg dela. V Iskri deluje več odborov, kot sem že malo omenila, in v teh odborih se potem ukvarjamo z specifičnimi temami. V delovnem odboru za okoljevarstvo se, torej, kot vam pove že ime, ukvarjamo z najrazličnejšimi okoljskimi tematikami, do njih pa poskušamo pristopiti na nek bolj celosten, kritičen način, da gledamo iz več vidikov, tako z vidika varovanja okolja, kot tudi socialnih pravic delavcev. Raziskujemo pač globlje vzroke za okoljske probleme sodobnega sveta in iščemo torej rešitve, ki so vključujoče, pravične in dobre za vse. Zdaj pa bi še želeli prosila, da predstavi sindikat. Živijo, lep pozdrav vsem. Torej, kot smo slišali, prihajam sindikata Mladi Plus, sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih, torej ni nek ravno tipičen sindikat, ki ga poznate. Združujemo približno mlade tam nekje do 35. leta. Zdaj smo člani Svobodnih sindikatov Slovenije in pa Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, največja sindikalna centrala v Sloveniji. Na samem sindikatu Mladi Plus dejansko skušamo naslavljati teme, ki niso mainstream sindikalne, ampak naslavljamo predvsem tudi skušamo naslavljati seveda okoljevarstvo, skušamo naslavljati tudi pravice migrantov, pravice LGBT skupnosti. Veliko se pač tudi fokusiramo na problematiko študentov, dijakov, vajencev, predvsem na pač prekarnost, prekarizacijo trga dela. Naši člani dejansko imajo poln obseg pravic, kot si ostali člani vseh drugih polnopravnih sindikatov. Tako da, če boste imeli kakšne probleme pri vstopu na trg dela, lahko že vstopite na vsak trg, ima pripravljeno pripravništvo, vajeništva, smo seveda tukaj pač za vas na voljo. Samo so pač tudi prenesli nekaj brošur, ki se lahko preberete z nekimi ABC osnovami delovnopravne zakonodaje, če boste pač rabili. Hvala. No, zdaj pa lahko kar prejdemo v bistvu današnje okrogle mize. Najprej bi predstavila naše goste. Z nami so docent dr. Matjaž Uršič, ki je predavatelj in raziskovalec na področju urbane sociologije. Deluje oziroma zaposlen je na Centru za prostorsko sociologijo, ki deluje na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. V prvi vrsti se ukvarja z raziskovanjem procesov družbene in kulturne preobrazbe mest in sodobnih urbanih fenomenov v kontekstu procesov globalizacije. Je tudi sodeloval pri projektih Urban Mobile, Mobilizing Reorganization and Condition of Demographic Change in pa Civitas Elan, o katerem bomo tudi spregovorili malo v poteku okrogle mize. Drugi govorec je dr. Ajden Cerar, sociolog, ki se je izobraževal na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in pa na Univerzi Johanna Lüneburg. Se tako izgovori? Sedaj deluje v Inštitutu za politike prostora, kjer se ukvarjajo s trajnostnim urbanim razvojem, skupnostnimi in prostorskimi praksami ter trajnostno mobilnostjo. Med drugim je pa tudi soavtor celostne prometne strategije v mestni občini Ljubljana. Naš tretji govorec je pa Tadej Keran, študent zgodovine, ki je tudi večletni član delovnega odbora za okoljevarstvo v Iskri, oziroma tudi študentskega društva Iskra kot takega in nam bo danes potem še predstavil delovske vidike trajnostne mobilnosti. Okay. No, pa zdaj še vas še enkrat lepo pozdravljam. Hvala za obisk. Začeli bomo z vplivi prometa na okolje in ljudi. V prometu smo, kot dobro veste, vsi vsakodnevno udeleženi. Njegova zanesljivost je ključna za današnji hiter slog življenja. Je pa, kot tudi verjetno veste, trenutna slika zelo daleč od idilične. Namesto nekega celostnega, vsem dostopnega, hitrega in poceni javnega prevoza ljudje v
odvisni od osebnih avtomobilov, s tem porabljamo dragocen čas v zastojih, prispevamo k onesnaženju ozračja, pač s čimer škodujemo sami sebi, svojemu zdravju in okolju in pač tudi povzročamo podnebne spremembe. Naprimer, v Sloveniji promet predstavlja kar 51% vseh emisij toplogrednih plinov. Hkrati promet vodi do onesnaženosti zraka z majhnimi delci, do hrupa in do prometnih nesreč. Vse to ima, pač, kot lahko sklepamo, močan vpliv na naše zdravje in počutje in vsako leto zaradi bolezni in poškodb, ki jih promet povzroča, izgubi življenje okoli 500 milijona Evropejk in Evropejcev. Torej vse te posledice negativne pa stanejo nas konkretno v Sloveniji okoli 2 milijardi na leto, kar je 6 do 10% celotnega letnega bruto družbenega proizvoda. No, poleg vseh teh negativnih stvari, pa vse te posledice po svetu nesorazmerno bolj prizadenejo revnejše prebivalce. Naprimer, v mestih imajo bogatejši v primerjavi z revnejšimi, oziroma oni živijo v predelih mesta, ki so manj onesnaženi, imajo več zelenih površin in so posledično manj izpostavljeni vsem negativnim vplivom, pač netrajnostnega prometa. Raziskava Alassane Drabo iz leta 2010 je pokazala tudi dejansko razliko v procentih smrti zarodkov in pa otrok, ki jo lahko vsaj delno pripišemo tudi onesnaženosti zraka z majhnimi trdnimi delci in pa žveplovim dioksidom. Ta raziskava prav tako pokaže, da je revnejši del prebivalstva bolj izpostavljen onesnaženemu zraku. Zakaj? En od razlogov je to, da imajo bogatejši dostop do osebnih avtomobilov, kar zmanjša pač njihovo izpostavljenost onesnaženemu zraku, manj časa preživijo v prometu, ko se probajo z javnimi prevozi nekako pripeljati na delo. Poleg tega je javni transport še vedno drag, počasen, nezanesljiv in slabo povezuje. Predvsem slabe povezave so do predelov mesta, v katerih pač pretežno živijo revnejši, ker si pač ne morejo privoščiti bivališča v centru. Okay. Zdaj pa se v bistvu prisedam in se bomo malo začeli pogovarjati. Prvo vprašanje je za oba. Kakšno bi vidva rekla, da je stanje prometa iz vidika trajnostne mobilnosti v Ljubljani? Težko odgovoriti enoznačno, kakšno je stanje. Kažemo podatke, da se stanje izboljšuje oziroma da se premika v smer trajnostne mobilnosti. V smislu, da se manj poti opravi z avtomobilom v Ljubljani, da se več poti opravi še posebej peš, kažejo podatki, bistveno več, kot se je opravljalo recimo pred 15 leti. Da se javni promet ne razvija, bogat kaj, oziroma da je več manj tam, kjer je bil, mogoče celo se kaže nek blag padec, pa kaže se, da kolesarjenje narašča. Ne zelo hitro ali pa ne zelo občutno, ampak da narašča, kaže podatki, in kaže tudi, da bi si ljudje zelo želeli boljše kolesarske infrastrukture. Pri raziskavah ali pa predvsem boljše rečeno vključevanju javnosti, ki smo ga mi upravljali, se je pokazalo, da si največkrat ljudje, ali pa če vprašamo, kaj jih najbolj moti, ali pa kaj si najbolj želijo, največkrat pride do odgovorov, ki zajemajo kolesarsko infrastrukturo. Tako da lahko govorim, da se v Ljubljani stanje izboljšuje in da je več potovanj upravljenih z peš ali pa s kolesom, manj z avtomobilom, kar je se mi zdi, da je zelo dober trend. Žal pa tu ne moramo reči, da za regijo, za ljubljansko urbano regijo, ker je pa še vedno Ljubljana zelo velik generator prometa. Vemo, da so delovna mesta precej skoncentrirana v Ljubljani in vemo, da na regionalni ravni je pa še zelo velik delež ljudi, ki v Ljubljano pride z avtomobilom, in je to verjetno bistven problem, eden izmed bistvenih problemov, po drugi strani pa resnici na ljubo tudi v Ljubljani še kar nekaj manevrskega prostora za izboljšave. Recimo, kar se meni zdi en tak podatek je, da je recimo
okrog 20% poti dolgih 1 kilometer upravljenih z avtomobilom. Ko govorimo pa o 3 kilometrih, so pa meni se zdi lahko natančno povem tam že 40-50%. No. To so razdalje do 1 kilometra, na katere lahko velika večina ljudi pride peš in 3 kilometre, na katerega se lahko ali peš ali pa s kolesom opravljajo resne potrebe, da je toliko velik delež teh potovanj opravlja z avtomobilom in tukaj mislim, da je moja osebna mnenja, da imamo kar veliko še manevrskega prostora, ki ga mogoče lahko z enimi srednje dragimi ukrepi dosežemo, no? Predvsem izboljševanjem infrastrukture za kolesarje, pešce in tako naprej. Medtem, na regionalni ravni bo pa verjetno ključen premik ali pa premik, bi se mogel zgoditi boljši javni prevoz. Ne? Tukaj mislim pa, da je zelo pomembna železnica. Vemo pa, da Matjaž, ti boš to verjetno lahko boljš govoril kot jaz, da če ena stvar, po kateri so se Slovenci res močno strinjali v zadnjih 20 letih je, da treba zgraditi čim več avtobanov. In so jih, ne. Zaradi tega je pa zmanjkalo denarja za železnice, ki se po teh 20 letih niso prav preveč razvijale. In če intenzivno vlagaš sredstva v avtoceste, to pomeni, da se Slovenito nekoliko bolj razprši, da še nekoliko več ljudi uporablja avtomobile. Če se namaraš železnice vmes, je to pač verjetno nek dejavnik, ki pripelje do tega rezultata, da se na regionalni ravni zelo veliko ljudi vozi z avtomobilom. In tukaj bo pa verjetno potrebne neke večje investicije v javni potniški promet, v prvi vrsti železnice, da bi lahko ta trend obrnili. Se spomnim, ne veš kaj dodati, v bistvu, zdaj si že vse povzel, no? Tako da, mogoče samo par besed na splošno trajnost, mobilnost, pa napredka Slovenije, pa Ljubljane v tem kontekstu, ne? Z tega vidika lahko tudi jaz rečem, da Ljubljana definitivno je pa Slovenija splošno, recimo, sploh pa Ljubljana v tem kontekstu je napredovala, rečemo, v nekaterih pogledih, v nekaterih dimenzijah. Ker ponavadi, tudi ko gledamo te nagrade, ki jih podeljujejo mesto, pa tako naprej, ko napredujejo v nekih kategorijah, pa tako naprej, ko izboljšujejo neke svoje sisteme. Ljubljana je, če se motim, dobila za zeleno prestolnico Evrope tiskak, ne, v bistvu to nagrado, ampak bolj je zanimivo, kako se je gledala ta nagrada, kako je bila vzpostavljena, na kakih pogojih se je dodeljevala ta nagrada. V bistvu se te nagrade podeljevalo na teh osnovah, da se je gledalo, kakšen napredek je mesto naredilo glede na zatečeno stanje v prejšnjem momentu. In tukaj je Ljubljana glede na zatečeno stanje v prejšnjem momentu dejansko naredila napredek, ne. Se je naredil preskok. Jasno se ne mogo primerjati z enim Kopenhagenom ali pa z nekimi mesti, ki imajo res razvito neke alternativne mobilnostne strukture, ne. Tukaj enostavno se ne mogo primerjati, ne. Ali pa ko vidim, ko ljudje govorijo, ki se predstavljajo, pa v bistvu kritizirajo stanje, kot je zatečeno, da Ljubljana ima tega, onega, tretjega, četrtega. Glede na prejšnje stanje, dejansko se je zgodil premik. To lahko vsi v bistvu nekako začutimo pa opazimo. Jasno, ta premik pa ni tak, kot se ga zabeležilo na katero druga mesta. Zaradi tega se je tudi takrat, ko je Ljubljana dobila za zeleno prestolnico, se je, če se motim, je bila Uppsala, pa so bile še katere mesta, ki imajo bolj razvito kolesarsko infrastrukturo, ki imajo bolj razvito neke mobilnostne strukture, dejansko so se pritoževale na to nagrado, zakaj je podeljena Ljubljana in tako naprej. Ampak so dejansko podeljevali glede na zatečeno stanje. Iz tega vidika lahko podobno kot Ajdan tukaj ugotavljam, da se je zgodil neki premik. Zgodil se premik pa predvsem mogoče najpomembnejši opažen premik, ki se je zgodil v tem kratkem času, rečemo v času zadnjih 10 let, ne, je nek vrednotni premik. Vrednotni premik v smislu tega, da je normalno, da se vse pogovarjamo o teh stvarih. Ker, naprimer, ko je projekt, jaz sem sam sodeloval v parih projektih, en izmed teh Civitas Elan, Mobilizing Cities as Provider Cities, in je bil v bistvu usmerjen v izboljšavo nekih prometnih infrastruktur, in ko smo začeli projekt dejansko, smo se težko pogovarjali sploh o tem. Se niti pogovarjati nismo imeli, ni bilo neke osnove, neke podlage, da bi mogoče tudi neke institucionalne strukture, ki se s tem ukvarjajo, da bi ugotovili dejansko, kako je to pomembno, ampak rečemo, skozi 10 let so se te strukture institucionalizirane toliko omehčale, da dejansko prepustijo nekatere elemente, vse notranje, da smo se začeli pogovarjati in dejansko postavljati nekatere infrastrukture, kot je bicikl, kot je rumeni pas,
urbane, tudi od tega in tako naprej. Skratka, da se je začelo vsaj mehčati, smo še zdaleč od neke idealne situacije, ampak se je zgodilo tudi sprememba. Zdaj, druga stvar, ki je mogoče pomembno tudi izpostaviti, je pa, zakaj se stvari tako težko počas premikajo. Ni samo to, da politika dela napake ali pa da imajo, da v bistvu ljudje v kar veliki meri uporabljajo avtomobil in tako naprej. Dejansko ima to neko širšo družbeno podlago, zgodovinsko družbeno podlago. Na kaj mislim? Ne? Slovenija nikoli ni imela velikih mest, ampak je imela zelo razpršeno postavljeno strukturo. In kaj je idealno za te vasi, za te razpršitev, za te majhna naselja? Jasno, idealen je individualen prevoz. Individualen prevoz je v najboljši meri ponazorjen avtomobil. Avtomobil daleč najboljše servisira tak sistem. Ne? In ko imaš tak sistem, ko so se ljudje navadili na ta sistem, poleg tega je avtomobil zdaj v bistvu sploh ni draga dobrina, to je poceni dobrina. Mislim, relativno poceni je priti do avta v današnjih časih. In dostopnost nekega rabljena avtomobila je še zmeri, ni pretirano luksuzno, rekel, tudi za vse svoje ljudi, je to relativno vsaj do neke mere lahko dostopno. Se opravičujem, če tako ekskluzivistično govorim, ampak recimo za veliko večino Slovencev je to dejansko en tak strošek, ki si ga lahko privoščijo in ta luksuz v bistvu zelo dobro servisira stanje porazdelitve same poselitvene strukture, same urbanega sistema, ki se je izoblikoval jasno skozi zgodovino in dejansko zdaj preprečuje, da bi se zgodili neki res pomembni premiki. Kajti, če hočemo zgraditi neke res drage infrastrukturne sisteme, potem moraš imeti tudi neko določeno kritično maso, ker več pa samo servisiraš v bistvu neke infrastrukturne sisteme, da jih vzdržuješ, da so. In te kritične mase je ob takem poselitvenem sistemu dejansko zelo težko zagotoviti. In to je problematično z tega vidika naravne Slovenije. Zaradi tega je kot neka prebojna točka, kot nek prebojni moment, ki se je zdaj zgodil recimo v Ljubljani in povej seliti nekatera druga mesta, Maribor, na primer, tako naprej, je zelo pomembno, da vse ta velika mesta začnejo, velika mesta v slovenskem pomenu, začnejo slediti tem procesom. No, evo, pa sem zdaj tu ustavil, pa smo nekaj še pogovarjali. Mogoče bi samo odgovoril z dvemi stavki. Na področju prometa sem zadnje leto ali pa dve delal v različnih občinah, manjših, večjih, od Trebnjega, Ilirski Bistrici, Vrhnik in tako naprej. In to, kar je Matjaž kazal, rekel, se kaže kot zelo pomembno. Če včasih ljudi niso točno vedeli, o čem govorimo, ko rečemo shared space, ko rečemo zapiranje mesta za promet, umikanje avtomobilov, nadomeščanje avtomobilov z nekimi drugimi dejavnostmi, javnim prostorom in tako naprej. To zdaj ni nekaj, da ljudje ne bi čisto vedeli, o čem govorimo ali pa bi se zdaj to nekaj nemogočega. Ker včasih smo zmeri rekli, ko smo dali primerje iz Dunaja ali pa iz Münchna ali pa tako naprej, ja, mogoče to delajo v Avstriji, po Nemčiji, po prvem smo nikoli ne bo pa tako naprej. Tukaj je Ljubljana s temi ukrepi, ki jih je izvedla v zadnjem času, s katerimi so ljudje, kot kaže podatki, zelo zadovoljni, za celo Slovenijo naredili en case study, za katerega lahko tudi v ostalih krajih mogoče predstavljamo ali pa zgovarjamo te ukrepe in dostikrat tudi kažejo, kar veliko naklonjeno so smisli. Jaz se tudi nam, kadar gremo v Ljubljane, povšeč, da je več ulic zaprtih za promet in bi bilo fajn tudi v naših Vrhniki ali pa Idriji tako naprej, kakšno ulico zapreti, imeti več javnega prostora za pešce in tako, no. Prej ste omenili, da je avto zdaj že precej dostopno dobitna, ampak mogoče vse, na kakšen način oziroma s kakšnimi ukrepi trajnostne mobilnosti bi lahko nekako izboljšali kvaliteto revnejšega prebivalstva? In pa mogoče sploh, kakšen pomen ima mobilnost v kvaliteto življenja? Posameznika sploh, no. Ja, mobilnost ima največji pomen, ne? Večjega pomena mobilnosti v bistvu v skrajnem življenju pisarnosti težko določiš, no, mogoče vem še, zakaj ne, zakaj določa tvoj življenjski stil, ne? Način, kak je mobilnost letalcev uporabljaš, absolutno
definira, katere prostore boš uporabljal, kje se boš zadrževal, kje se boš družil, v kakšnih aktivnostih se boš upel. Izjemnega pomena. Jaz večkrat, naprimer, ko mi kdo reče, da se bo preselil iz Ljubljane, namesto, mislim, v suburbijo, pa večkrat slišim tega človeka reči, jaz sem še zmeraj uporabljal Ljubljano na isti način, kot sem ga uporabljal do zdaj. Ampak dejansko raziskave kažejo, da s tem, da se z oddaljenost dejansko zmanjšuje intenziteta uporabljanja nekaterih prostorov. Skratka, zaradi konformnosti, zaradi udobja, dejansko to ljudje začnejo manj uporabljati tisti prostor, kot so ga prej. Zato, ker dejansko distanca potem predstavlja nek vložek, ki ga moš pač zastaviti za to, da se boš udeleževal nekaterih aktivnosti, da se boš pojavil v nekaterih prostorih in to predstavlja nek trud. In ta trud je ekvivalent nekim drugim kostom pa tako naprej. Absolutno to vpliva v največji možni meri na to, kako se boš obnašal, kaj boš počel, kako boš svoj življenjski kredo negoval in tako naprej. Tako da ja, absolutno je to izjemnega pomena. Zdaj, kaj ste rekli pa glede neke socialne slojevitosti pa uporabe prometa v Sloveniji, jaz bi rekel, da mogoče bi se mogli bolj pogovarjati o individualizaciji prometa pa kolektivnih sredstvih, javnem prevozu pa tako naprej. Ampak to je vezano na tisto, kar sem prej govoril, v bistvu o sami urbani strukturi. Pa jaz se ne bi upal trditi, da je v Sloveniji enaka socialna slojevitost in da z enako intenziteto vpliva na rabo nekih transportnih sredstev kot nekje v tujini, kjer naprimer William Singer je že dolgo tega nazaj govoril o transportnem darwinizmu, ko je ugotavljal, da za nalašč nekatere transportne korporacije niso postavljale metrojskih postajališč v nekih revnih predeljih pa tako naprej, da bi se izognili, da bi dejansko preskočili, da bi se še neko, da tistih območij, ki jih ne morejo gentrificirati, da se preskočili pa tako naprej. Tega je tu noter, vsaj v Sloveniji ne opažam z enako intenziteto, kot opažam nekje v tujini to. Ampak mogoče imate pa nekatere druge argumente. Pa lahko tu izpostavite, pa lahko razgovarjamo se o tem. Mogoče ajde, ti veš kakšen primer tak, da bi lahko to temeljil. Zadnji čas je recimo ena izmed tem, o kateri se dosti govori, da zaradi vse dražjega življenja v središčih mest, se niti ne samo revnejši, ampak še srednji razred nekako seli na mestno obrobje. In da dostikrat še posebej v večjih mestih zaradi tega kvaliteta njihovega vsakdanjega življenja bistveno pade, ker preživijo na javnem prometu recimo 1 uro v vsako smer. In mora bistveno bolj potovati zaradi tega, ker se enostavno ne more prvoščati živeti bližje središču mesta, ker so recimo koncentracija delovnih mest. A lahko kakšno sporednico s tem vlečemo za Slovenijo v smislu, da je bil eno obdobje, kjer je suburbanizacija bila tudi povezana s tem, da so bile še posebej, če si hotel hišo, bistveno bolj dostopne v cenovnem smislu hiše, ne vem, v okolici Medvod ali pa Mengša ali pa Komenden. Avtocestnih priključkov. Avtocestnih priključkov in tako naprej, ja. Kot v Ljubljani. So zaradi tega ljudje selili iz Ljubljane, ker je to edini način, da so prišli s svojimi dohodki do hiše in se zaradi tega potem vozili vedno dlje do Ljubljane, v smislu vedno dlje, da je naraščala količina prometa na cestah, da infrastruktura ni mogla slediti, to je vprašanje, če bi hotel, da sledi temu, in drugo vprašanje, ampak da se zaradi tega zgodilo nekaj malo podobnega, da so njihovo potovanje v mesto ali pa na delo bistveno podaljšano, da bi to imeli nek stvaren vpliv na njihovo vsakdanje življenje. Prej smo dvakrat zdaj že v bistvu omenili projekt Civita Selan, če bi ga lahko zdaj na kratko predstavili. Ja, tu sem že skiciral neke osnovne podake ene izmed teh projektov, ki se zakvarjajo z izboljševanjem nekih mobilnostnih vzorcev v Ljubljani. In podlaga tega je bila ravno izvršitev v določenem pogledu
malo omehčati ta model split, ki obstaja trenutno v Ljubljani. Skratka, da je večina potovanj upravljena z avtomobilom, bistveno manj pa z nekimi sredstvi javnega prevoza, pa nekimi alternativnimi sredstvi prevoza kot kolesarstvo, rolkanje, skejtanje in tako naprej. Skratka, to so bili ti glavni poudarki in v zvezi s tem se je v bistvu šlo več paralelnih projektov. Omenil sem tudi bicikl, omenil sem implementacijo rumenih pasov, ki so se v bistvu implementirali takoj po zaključku projekta. Ker v bistvu, kot sem rekel, v nekaj časa se je bilo porabljeno ravno na tem, da so se mehčale te institucionalne strukture, da je prišlo dejansko do te spremembe, da so lahko dejansko neke, kaj ne rečem, nekatere interesne skupine sprejele neke drugačne oblike transporta, ki mogoče rušijo ustaljene vzorce, rušijo neke ustaljene principe, ki so temeljili na avtomobilskem prometu. In to je v bistvu bil nek cilj ali pa neke osnove tega CITES projekta, ki je med drugim vključeval še vrsto nekih drugih posegov, naprimer displej na postajališčih, tudi to je v okviru tega projekta. Potem celostna prometna strategija se začela tudi tiskati v okviru tega projekta in bila polno implementirana. Po projektu v bistvu tudi takrat se dejansko zbiralo, bilo je prenos nekih dobrih praks iz tujine, v Ljubljano se je poskušalo, bili so uvedeni ti avtobusi na plin, ki vidite, v bistvu to v okviru tega projekta, zmanjševanje emisij, prav prek uporabe plinov, ki grejo na metan, ki grejo na neke druge, mogoče v bližnji prihodnosti tudi na neke bolj elektrohibridne sisteme, ampak zdaj v bistvu skoraj celotna flota bo kmalu v bistvu na plin šla. Že zdaj je večina avtobusov v Ljubljani na to vezana in to je bil en pomemben premik, ki se je zgodil znotraj. Največ keša je bilo v bistvu namenjenega prav posodabljanju te prevozne flote LPP-ja, da se je v bistvu izvršil ta premik. Pa še in še je bilo nekih manjših posegov, jaz sem tukaj naštel samo tiste največje. Mogoče največji dosežek, ki se ga jaz videl, je bilo ravno to, da se je Ljubljana s tem, vsaj v kontekstu Slovenije, postavila na zemljevid kot eno mesto, ki postavlja neke nove sisteme, ki so potem dejansko sledila tudi nekatere druge mesta in nekatere celo implementirali celo boljše sisteme, bi jaz rekel, kot pa Ljubljana. Torej, mene osebno moti, da vsi sami ste opazili, naprimer, bicikli, so zelo težki bicikli so. Vsi to sami veste, ne? In nekatere mesta so bistveno bolj odrezale, ki so uporabljali bolj lažje kolese in tako naprej. Tako da, ampak nič hudega, ne? Infrastruktura je postavljena, mogoče se v naslednji fazi uporabljala neka drugačna kolesa in tako naprej. Skratka, fajn je, da se je to zaštartalo in da je debata o tem prisotna. Jasno, mogoče še to, ni za vse kriva niso za vse krive neke lokalne politike pa tako naprej, ker tukaj opažam, na ravni Slovenije opažam velik spor, niti ne spor, disonanca med mestom in državo, med mestom in državo. To so pomembne stvari, ne? In tu noter ne štima vse tako, kot bi moralo. In damo meni lep primer, naprimer, če greste za Bežigradom mimo teh stavb, mimo teh gradbene jame ministrstva, še zdaj se niso premaknile, veste, te kolesarske linije malo bolj noter. Zdaj se menda bo, zdaj se menda dogovorili.
da bi dejansko vzpostavili neko kolesarske linije in da bi dejansko nek normalen pretok vseh alternativnih načinov mobilnosti se udejanja v tistem pasu slika enostavno, je legalna struktura, je zakonodajna struktura toliko kompleksno prepletena, da dejansko ne pride do te izvršitve. In tukaj je en tak problem. Še en primer vam povedano. Naprimer, zdaj se predvsem pogovarja o vlakih, ne? O tem, kako vlaki v premajhni meri menjajo prostora za kolesarski promet, za prevoz biciklov in tega. Ne? To je tudi en tak lep pokazatelj dejansko, kako država razmišlja o enih stvareh, pa mesto o drugih stvareh in kako včasih to ne gre skupaj. No, pa še bi lahko našteli, pa bom tudi tiho rešil. A bi mogoče lahko nam povedal še o kakšnih glavnih ovirah pri izvajanju tega projekta? Na kolikšni meri je občina bila pripravljena sodelovati, pa v kolikšni meri se po koncu projekta še angažira v te smeri? Ma sej, že to, da so se izvršile ti premiki, ne, kaže na to, da je občina sumarno bila pripravljena sodelovati. Ne. Ampak dejansko zdaj tega, ker tega ni bilo nikjer, jaz bi o tem govoril na neki splošni vrednotni ravni prebivalcev Slovenije, kjer dejansko nikjer ni bilo to izvedeno v Sloveniji sploh še kaj takega. En rumeni pas, to je bila science fiction pred tem. Ne. In dejansko niso razumelo, ne. To je bila ovira. Dejansko so vsi govorili o revoluciji, da se bo zgodila revolucija, če bo kaj takega postavljeno. Ne. In tu je bila so bile te ovire. Jaz ne bi rekel, da je bila to sistemska ovira, da občina ne pogajala sodelovati, ampak da pač mogoče na začetku nekateri ljudje niso bili pripravljeni na to. Ne. In to je bil ta okvir tega, v katerega je upadil projekt na začetku. Ne. Ker tudi, če pogledate, naprimer, če se ne motim, bomo tudi o kolektivi govorili, ne. Se oproščam, če bomo zdaj preskočil. V kolektivi je bil rumen pas uveden tako, da so čez noč zamenjali. Ne. So v bistvu pršni, so čez noč zamenjali in je bil dejansko revolt. Ne. So bili spori, konflikti in tako naprej. Ne. Zdaj, pri nas je, bom rekel, politična, ali pa kaj ne rečem, protestna kultura malo drugačna, kot v Braziliji, ne. In ni bilo takih protestov, čeprav so na začetku ljudje niso čisto vsi strinjali s tem, no, to je izvedeno in še danes se vsi ne strinjajo, ampak to so predvsem nekateri kolegi, ki se iz suburbije vozijo v Ljubljano. Niso zadovoljni z meni, samo zato, ker je rumeni pas podaljšal njihov potovalni čas za približno 15, nekateri primerih rush hour, 20 minut. Ne. In tukaj je tolerančni nivo, njihov samo vzdvigen, ampak niso bili zadovoljni z njim. Pa se nam zdi, da so te ukrepi bili koristni tudi za revnejši del prebivalstva, ali so večinoma vplivali na premožnejše meščane, ki pač lahko živijo v centrih? Absolutno so vplivali na tiste sloje, ki nimajo avtomobila, recimo, ne, pa v večji meri uporabljajo javni prevoz. Ne. In to definitivno olajšalo. Tudi sam poznam nekatere ljudi, ki dejansko nimajo avtomobila, ampak uporabljajo samo javni prevoz za bicikl. In to jim je definitivno olajšalo neke principe mobilnosti po mestu. Ne. Iz tega vidika je bilo to dobrodošla novost, vsaj upam, da tako, ker sam uporabljam mestni prevoz predvsem v zimskih obdobjih in opažam, da rumeni pas deluje, no? In mi precej olajša, kaj ne rečem, moj commuting do delovnega mesta, tako naprej, ja, ne. Jaz mogo še dodal, da z nekega vidika pravičnosti se meni zdi rumeni pas je najbolj utemeljenih ukrepov. No? Pri nas teh raziskav ne delamo, ampak tiste številke, ki imamo, grejo tudi v to smer. V neki povprečni upadnosti v evropskem mestu, recimo, ki ima 2 pasova,
ko merijo po uvedbi rumenega pasu število potnikov. Je približno rezultat takle in po podatkih jih imamo tudi pri nas ni bistveno drugačen. V eni uri se v Konici, recimo med 7 in 8 zjutraj, se po pasu avtomobile pelje med 1000 pa 2000 avtomobilov. Da bo lažje računati rečemo 1500 avtomobilov in teh 1500 avtomobilov prepelje ene 2000 potnikov recimo, ali pa 2200 kaj tazga. Recimo, da računamo faktor 1,2 na avtomobil. Po drugi strani gre po rumenem pasu v Konici med 200 pa 400 avtobusov ponavadi. In če rečemo, recimo, da bo lažje računati, ne vem, kaj rečemo, 200 avtobusov, da bomo na spodnjem nivoju, pa če ima vsak avtobus ene 50 potnikov, ne mi pomaga. 10 000. No, 10 000. In to so pravi cifre. No? Recimo, 1000 avtomobilov, 1500 avtomobilov, 2000 potnikov je paza avtomobila, medtem ko po drugi strani paza avtobuse pripelje med 10 in 15 000 potnikov na isti površini z bistveno manjšim številom vozil. In z tega sliša se mi zdi, da to je najbolj možno pravičnih ukrepov. Se res avtomobilisti težko pritožujejo, da je nekdo 10 metrov z avtomobila zmanjšal, 6 metrov z avtomobila zmanjšal v 3 metre in da v 3 avtobusu, ki se mu s tem potovanje pospešilo. No? Iz tega sliša se mi zdi zelo pravičen, iz stališča družbenega razreda ali pa kaj to pomeni za revnejše, odgovor ni toliko enoznačen po mojem. No? Ni rečeno, da se revnejši ljudje v nekaterih primerih še posebej v mestih, kjer je parkiranje v celoti plačljivo in drago, pogosto nima druge možnosti, če je recimo potovanje z avtomobilom bistveno dražje kot potovanje z avtobusom. Ampak Ljubljana po mnenju ni eno izmed teh mest, ker je parkiranje v centru, če se ne motim 40 centov na uro, karta za avtobus po €20, kar pomeni, da za 3 ure parkiramo ali 40 centov? V čistem centru se... Ne, zvisno kje je. Nekje 40, nekje 70. Sonar B je... Ampak blizu centra je 40, ne? Ja. Zelo blizu. Ja, že sam tle zadnji za rimskim. On misliš, da je notranji red. To je cerče. Odkar so zapravo No, ampak je ta povezava med družbenim razredom ali pa slojem in javnim prometom moramo nekoliko manj enoznačno, oziroma ne moramo to direktno. No, tudi so nekateri primeri, da recimo protest zoper rumeni pas, da se zgodi protest zoper rumeni pas na delu mesta, kjer je revnejši prebivalstvo, recimo, ne? Da na upadnici, ki do revnejše sosedske, recimo eni primeri Bojzanije, pred par leti prebivalci protestirajo, ker so se bili navajeni voziti z avtomobilom in mogoče ni všeč, da se zapira prostor avtomobila. Tako da ta povezava ni toliko enoznačna, no? ali pa enostavno. No, med odgovori smo že slišali za par primerov iz tujine in tudi nasplošno se veliko pogovarjamo o nekih dobrih praksah iz tujine, ampak niso vse takšne prakse tako idealne, kot se mogoče zdijo na prvi pogled. En primer bi mogoče omenili in sicer estonijsko mesto Tallinn, v katerem je župan leta 2014 zaradi želje po pridobitvi političnih točk odločil se je, da bo celoten javni transport naredil zastonj za vse prebivalce mesta. Ta ukrep naj bi pa zaradi večje dostopnosti javnega prometa zmanjšal procent poti opravljenih z avtomobilom. To se pa žal ni zgodilo. Sicer se je število uporabnikov javnega transporta povečalo za 8%, hkrati se je pa tudi dolžina poti opravljenih z avtomobilom dvignila za 31%. Hkrati niso nič naredili za kolesarski promet, delež tega je v mestu še vedno samo 1%. Zaradi ekskluzivnosti javnega transporta za prebivalce pač samo samega mesta se je pa za potrebe turistov in obiskovalcev iz okolice povečalo število taksijev, privatnih avtobusov, pred kratkim so pa uvedli še Uber. Zdaj, vprašanje, ali je mogoče probleme prometa rešiti s takimi spontanimi, partikularnimi rešitvami, ki so pač veliko posledica prostotržne logike in populističnih politik, oziroma kaj so pomanjkljivosti takšnega pristopa? Jaz bi, če lahko rekel, da ni po mojem problem v samem ukrepu, ne? Ampak je bistveno, po mojem mnenju, ni napačnih ali pa pravilnih ukrepov, ampak ukrepi, ki vodijo k enim ciljem in ukrepi, ki vodijo k drugim ciljem. Pomembno je, da imamo na ravni mesta neke cilje, kaj hočemo doseči in potem na podlagi teh ciljev lahko presojamo, ne? Ali so nas ukrepi pripeljali v to smer ali pa ne. Če bi recimo
glede na ljubljanske cilje. Ne? Rekli, da bi uvedli v Ljubljani ta ukrep in bi prišel do istih rezultatov, bi mogli verjetno na koncu sprejeti, da je bil ukrep relativno fail, v tem smislu, da ni potegnil ljudi z avtomobilov. Očitno, če bo število voženj z avtomobilom, ko prepoznam ta case, nespremenjen, čeprav se je delež potovanj z avtobusom povečalo, to pomeni, da je avtobus potegnil ljudi, ki bi šli sicer peš, pa ki bo brezplačen, pa se mi peljal v avtobus, postopal gor, pa se peljal ti postaje, če malo banalizirano. In v takem primeru bi lahko rečemo, da ukrep očitno ni šel v smeri ciljev. Zdaj pomembno, da pri takih ukrepih, po mojem mnenju, no, ampak tukaj moram zelo jasno podariti, da so sociolog ne prometni, tako da mogoče se kje motim in mogoče morate malo z rezervo vzeti moje mnenje. No. Da pri takih ukrepih nikoli en ukrep ne reši cele zadeve, ampak je ponavadi kombinacija enih ukrepov. No. In tudi nikoli, po mojem mnenju, ne moramo čisto točno vedeti, kaj bo rezultat tega ukrepa in zato je zelo važno, da spremljamo učinke ukrepov, spremljamo učinke kombinacije ali pa svežnjev ukrepov in to primerjamo s tem, kam smo hoteli priti in vidimo, gremo v tisto smer, ali gremo v drugo in pol te ukrepe ali fine-tunamo ali pa spremljamo neke druge, bolj drastične ukrepe. V tem konkretnem talinskem primeru ali pa v tem konkretnem ukrepu brezplačnega avtobusa je po mojem osebnem mnenju zelo pomembna tudi parkirna politika. No? Da je s parkirno politiko mogoče celo lahko več dosežiti, oziroma da kažem tudi primeri iz tujih mest ali pa podatki, da parkirna politika, torej da je parkirišče manj dostopno, da je parkirna politika restriktivna, torej da je parkiranje omejeno na čas ali pa drago ali tako naprej, bolj zmanjšamo delež avtomobilov, ki pridejo v mesto z avtomobilom kot vsakim ukrepi, kot so zaslon javni promet. Ne? Tako sem nekoliko bolj naklonjen tem ukrepom. Ja, v bistvu to, kar je Raden opisal, je podlaga tega, kaj je v bistvu, na kateri pol je izdelan nek mobilnostni sistem nekega mesta. V bistvu, zakaj se gre? V bistvu gre za, pri vseh uporabnikih nekih mobilnostnih sistemov, gre za analizo koristnih stroškov. In zdaj, kako se računa te koristne stroške, je del tega, kar je Aiden napisal. Parkirna politika je en izmed možnih elementov v tej kombinaciji teh potencialnih stroškov, ki se pripenjajo na to, da ti uporabiš nek mobilnostni sistem ali pa neke mobilnostne prakse. Ne. In v primeru Talina je v bistvu važno ravno, kako je ta uporabnik prišel do izračuna, kaj mu koristi in kakve koristi ima kakve stroške. Ker te koristi, ali pa stroški se lahko računajo tako v času, v vloženem trudu, ki ga mogoče v nacionalnem naporu, mogoče tu noto pride še neke klimatski pogoji, ki se razlikuje tudi od tega je pozime, poletje, in čakanje na pogostost samega javnega prevoza, ki pride na postaje. To je ena cela množica nekih parametrov, ki vplivajo na to, posameznik preračuna in vidi dejansko, kaj so koristni, kaj so stroški in kak mobilnostni način bo uporabil. In jasno, parkirnina, če je parkirnina dražja, bo to vključeno v ta svoj izračun. Ne? In to je ta stvar, zakaj tam to funkcionira. Ker se enostavno začune bolj da imajo predaleč mogoče do nekih vozlišč intermodalnosti, da preskočijo na neko drugo prevozno sredstvo, da mogoče vožnja traja predolgo, da imajo mogoče, ne vem, zaradi nekih klimatskih pogojev, da jim to predstavlja blažen napor. Skratka, eno množica stroškov je to noto, ki se prekrada, ker če ti samo povečaš, oziroma če ti samo daš neko možnost in dejansko, kot je tukaj ta župan naredil, da je dejansko podal zmanjšanje ekonomskih stroškov, dejansko še način, da se ljudje splaša z velika neke časovne uporabe, in s tem dejansko ni naredil več, ker ni sistema spremenil. Samo en element je izdelal iz te enačbe, lahko je noter v te enačbe še 10 elementov, ki bi jih mogel odstraniti cel celotni sistem. In to je dejansko nek celosten pristop k obravnavanju teh problemov, ki je tukaj manjšo. In to je ta stvar, v bistvu, ki so jo oba opisali. No, zdaj, pogovarjali smo se o Talinu, zdaj pa še mogoče lahko kaj povemo o celostni mestni oziroma prometni strategiji mestne
Ja, celostna prometna strategija je nekaj, kar je večina slovenskih občin ali pa nekoliko večjih občin, približno 60, pripravila v zadnjih nekaj letih. En od razlogov resnice na ljubo je tudi to, da izdelana celostna strategija predstavlja pogoj za pridobivanje evropskih sredstev na tem področju in tudi neka dodatna motivacija za marsikakšnega župana, kakorkoli. Ljubljana je nekoliko drugače pristopila k celostni prometni strategiji, bila je ena redkih izmed teh občin, ki je delala prvič, ampak je v bistvu na nek način novelirala prometno politiko iz, kaj, 2011, spomnim se, no, nekaj je starejšo prometno politiko, Pokomol se je rekel, in bistvo celostne prometne strategije je, da ima nekako zastavljen proces izdelave, no? In vključevanje javnosti. Celostna prometna strategija močno poudarja vključevanje javnosti, to je bilo moje delo pri pripravi celostne prometne strategije, o tem zato najlažje govorim. In začne se približno tako, da z analizo stanja, to je precej krasen začetek, da se v bistvu raziskuje, kaj so neki izzivi, problemi, težave enega mesta na področju prometa, tudi stališča, kaj ljudje percipirajo kot težave, potem se postavi cilje in potem na podlagi ciljev sprejme ali pa oblikuje neke ukrepe, za katere se pričakuje, da bojo pripeljali do teh ciljev. Promet razdeli na 5 stebrov praviloma, na pešačenje oziroma hojo, kolesarjenje, javni promet, motorni promet in mirujoči promet, parkiranje in bolj na podlagi te razdelitve oblikuje svežnje ali pa neka kombinacija, enače, ko si ti rekel ukrepov, kaj plus ga podpirajo. Torej, ljubljanska celostna prometna strategija ima cilj, da se 1/3 poti opravi z avtomobilom in ostalih 2/3 poti na trajnostni način, peš, s kolesom ali z javnim prometom. In temu cilju so tudi prilagojeni ukrepi. No? Oblikovala se celostna prometna strategija lani, in v tem času je bilo množico različnih, ne vem, anket, intervjujev, javnih razprav, od takih v prostoru v različnih delih mesta, za Bežigrad, pa za Šiško, pa za Bež, pa tako naprej, do spletnih, kjer je bilo recimo oddanih, ne vem, po 2000 predlogov ali pa pripomb, bil je sistem, kjer si lahko zbral lokacijo, recimo, ne vem, Celovško pa napisal, tukaj je slaba kolesarska steza in da vkljub njih stopal pa še nekaj blizu zbiralo. Te podatke smo kvantitativno in kvalitativno analizirali in to je bilo pač tudi en izmed vhodnih podatkov za oblikovanje ukrepov, ciljev in tako naprej celostne prometne strategije. Je pa celostna prometna strategija vedno tudi političen dokument, ki gre čez mestni svet in tudi politika, da nekako, ali pa politična odločitev tudi, čeprav je utemeljena ali pa vključuje mnenje javnosti, participacijo in tako naprej, že ne pač tudi ta političen moment zraven, na podlagi katerega se potem oblikuje različne ukrepe. No? Ukrepe gre pa predvsem v smer izboljšanja pogojev za kolesarjenje in hojo, izboljšanje javnega prometa in bolj racionalno rabo avtomobila, to je logično, ne? Zmanjšati delež potovanj z avtomobilom. In mogoče pa tukaj še zanimivo, da zelo potrebuje to, kar si ti rekel. No? Iz našega vključevanja javnosti se rumeni pasovi ne kažejo kot velik problem za to mesto, oziroma prej obratno, no? Kar velik del ljudi si želi rumenih pasov. Hkrati se kaže, ker močno prisotna ta vrednota trajnostnega urejanja prometa oziroma okrog obrnjene prometne piramide. Ne? Hkrati se kaže tudi, če smo merili po različnih četrtnih skupnosti, ampak dobro, tukaj moram jasno povedati, da vzorci niso bili reprezentativni, ampak kar veliko število meščanov, ki se vključilo, je bilo zelo naklonjeno tem ukrepom, ki so se zadnja leta uvajala, kot recimo slovenska, kot recimo povečanje tež cone v središču mesta. Recimo bicikl zelo izstopa, z biciklom zadovoljnih, ne vem, imam tam 90% anketirancev in tako naprej. Tako da v tem kontekstu se kaže tudi pripravljenost meščanov za premike v smeri trajnostne mobilnosti kot precej velik. Poudarjam, vzorci niso reprezentativni, lahko bi druga raziskava pokazala drugače, ampak čez našo izkušnjo se je pokazala kar velika naklonjenost ukrepom, ki izboljšujejo infrastrukturo za kolesarjenje in tako naprej. No? Ta cilj tretjinskega avtomobilskega prometa, to je načrtovano do leta
realno dosegljiv. Pa mogoče... Mislim, da je do 27, ker smo delali za 10 let, in v celostni prometni strategiji, pa da je to pa bolj do 20. Ampak, mislim, če se gledamo, tako se mi zdi. Ne bi mogo reči, da ni dosegljiv. Ni najlažji, ampak jaz mislim, da je, ampak jaz sem sociolog, ki sem najboljši za odgovarjati na to vprašanje. No? Če bi ga zdaj aktualiziral, načrtovano širjenje obvoznice, načrtovana je parkirna hiša na Vršnici, mogoče kako je to v odnosu? Če se tega ukrepa skladno s tem ciljem. Tukaj je bistveno to, kar je Matjaž prej rekel, no? Da sta pogosto država in mesto nista čisto sinhronizirana. Ne še korak naprej, da tudi država z državo ni čisto sinhronizirana pogosto v različnih ministrstvih, da je pa to znotrajskega ministrstva po mojih izkušnjah. No? In širjenje obvoznice je popolnoma napačen ukrep, ki gre ne samo v kontrasmer ciljev celostne prometne strategije, ampak v kontrasmer in kup enih policy dokumentov na ravni te države. No? Res vem, se trudimo zmanjševati emisije pa promet osebnimi vozili pa tako naprej. In gotovo širjenje ceste nikjer še ni zmanjšal prometa. No? V bistvu je tako, da več cest generira več prometa, ne da razbremeni. Točno to, kar si ti prej govoril. Posameznik dela neko oceno stroškov in koristi in se prilagaja. Človek se ne prilagaja okoliščinam. Ne? In če nekomu z Logatca, ki je hodil zdaj na vlak in je sigurno vzel nekih 45 minut, recimo, ponudaš širšo cesto, s katero bo prišlo v Ljubljano v 25 minutah, bo zelo velik delež ljudi, ki do zdaj hodili na vlak, če le imajo spet možnost avtomobila, začeli uporabljati avto. Ne? Tako da po mojem širjenju vpadnice ne samo, da je v neskladju s temi cilji, po mojem tudi v neskladju sam s sabo, ker če ene stvari ne bom dosegel, je zmanjšanje zastoja na dolgi rok. Še več avtov se bo pripravljalo v Ljubljano in Celovška bo ista kot je. Celovška ne može bistveno razširiti. Obe strani omejujejo hiše, težko se na mesto v tem času privošči rušenje hiš za širjenje cest. Več teh primerov nimamo. Isto velja za Tržaško, isto velja za Titovo in tako naprej. Kar pomeni, da mogoče, če boš potovanje na obvoznici malo pohitril, se bo ta zastoj sam preselil tam, ker se cesta zoža. Ne se jasno, če imaš takole, je dva pasova, ko gresta v enega, se pač sem predstavil zastoj. In to se po mojem mnenju zgodilo. Medtem, kar drugo vprašanje, pa ni to lahko za odgovoriti glede garažne hiše pod tržnico, ampak tudi se zelo distanciramo od vseh teh arheoloških, pa kaj to pomeni za tržnico, pa kaj to pomeni za stavbno dediščino, o tem ne moram govoriti, to ni moje področje. Ampak v kontekstu prometa je pa po mojem mnenju bistvena celotna količina parkirnih mest. Ne? Če bi on-street parking, torej ulično parkiranje, zmanjšalo za takšno število, kot bi ga naredili pod tržnico, pa je to v prometnem smislu ni zelo slab ukrep, verjetno. Če bi celo zmanjšal, da bi večjo število parkirišč vzeli, kot bi jih pod tržnico odprli, spet v nekem prometnem kontekstu to ni nujno zelo slab ukrep. Če bi v te garaže pod tržnico namenili določen del parkirišč po neki sprejemljivi ceni lokalnih prebivalcev, to spet ni to zelo slab ukrep, ker mogoče olajša dostop do parkirišč tistim, ki prebivajo v središču mesta in na ta način delaš mogoče mesto rezidentom populaciji stanovalcev nekoliko bolj prijetno, tako da po mojem to ni rečeno toliko slab ukrep ob tej predpostavki, da se za tako število parkirišč zmanjša parkiranje na površini in mogoče uvede kakšno novo fusgängerco, ne vem, na Poljane ali pa nekje v tem območju. Medtem, ko če se pa doda ena masa parkirišč v obstoječem parkirišču, je pa to povabilo avtomobilom, da pridejo v središče mesta, logično, če ti omogočiš dostopom pa možnosti poceni parkirišče. Mislim, to je največji korak v to smer, da privabiš avtomobile, če omogočiš tam parkiranje. Kaj pa trenutno malo govori? Torej, ali govorite bo reduciral na površini ali ne? Ne vem. Ker mislim, da ne govori o tem, da bo reduciral, da bo zgolj absolutno povečal. Ne vem. Tudi nisem siguren, da že obstaja odgovor na to, da bi že bil pripravljen nek odgovor, ki bi vključoval številke parkirišč in tako naprej. Ne poznam ga, mogoče obstaja, pa ga jaz ne poznam, ampak ne vem točno. Sem imel še vprašanje, kdo pa je odgovoren za, kdo določa, da se širi ljubljanska obvoznica? Da se to tudi občina, to je pa Darsa. Darsa zelo država, ne? Okay. Je pa moj odgovoren za
to mislim, morali bi načrte razširiti Dunajsko, že Ja. poslovnico. Ja, ja. To pa je v pristojnosti občine pač. Kar jaz sploh smišljam, glede na to, da so pač en del zaprli za promet. Iste ceste. Ja, se mi zdi, da je ta načrt je opuščen, ne? Ja, sem. Je pa bilo, ja, mislim, da je ideja, ja. Ampak še dobro, no. Da bi prišlo. Katere so pa v Ljubljani glavne omejitve pri izvrševanju nekih ukrepov trajnostne mobilnosti? A je to nezaželenost takšnih ukrepov na občini ali pač neka naša, oziroma recimo od splošnega prebivalstva ideologija povezana z mobili? Kateri pogoji bi mogli biti izpolnjeni, da bi mi zdaj lahko to nekako optimalizirali? V bistvu smo precej tega že razdelili, rečemo, že na podlagi prejšnjih odgovorov. Jaz vidim, da je absolutno ključnega pomena to, da Ljubljana ponuja bistveno presežek delovnih mest in bistveno več prebivalstva živi na teh suburbanih območjih. Naprej, če greste gledati popise prebivalstva iz leta 1991 in pole 2002 in pole te, ki so zdaj, boste videli dejansko, da se je zgodil en odliv prebivalstva na te suburbana območja. Ves čas mislimo, ko so Ljubljani stanovanja toliko draga, da Ljubljana pridobiva na prebivalstvo. Ljubljana ves čas konstantno približno na nuli. Nekaj let nazaj je bilo pa celo v minusu, je izgubljala prebivalstvo. Zato, ker so se ti dejansko, ki so iskali boljše stanovanjske možnosti, ki so stanovanja toliko draga, dejansko odseljevali na ta suburbana območja. In ti so ti glavni, ki dejansko, pač silijo v mesto na ravni kommutanja, ne, in dejansko ustvarjajo ta avtomobilski problem, o katerem govorimo, ne. In to zaenkrat ne vidim take res močne alternative, da bi se v kratkem času zgodilo, no. Na dolgi rok mogoče so izoblikovali neki sistemi kombiniranega prevoza, pa tako naprej, govori sem o nekih manjših avtobusih in tako naprej, ki bi izkrbovali ta sistem, ta mrežni sistem, ki bi dostopal do teh ljudi, ki dejansko mogli priti svoje delovno mesto, ne, v Ljubljano. In to teh govori se o številkah med 100 in 150 tisoč, vsi so tam prili v Ljubljano. Zapiše tako bi 100 tisoč do 150 tisoč. In to je tisto, kar ustvarja, to, kar se danes pogovarja. Zdaj, zaenkrat ni alternative to noter. Mislim, žalost, no. Ne vidim pa, me pa zanima, kako se bo to razvijalo nek dolgi rok, da se bo mogoče bo poteklo po recimo Korenčka in Palice, ne vem, ne. Zdaj se precej parking rad postavilišč se je zdaj tudi zgradilo. Nekatere so prazne, nekatere se polnijo. Naprimer, to za Bežigradom v Stožcah je prazno. Nihče ne uporablja tega, ne. Zdaj, zakaj ne? To mora mestna občina tem razmisliti, ne. Kako bi to dejansko boljše izvedla, tako naprej. Obstaja, ponuja se neke rešitve, še vnegi niso to učinkovite, da bi prepričali, da to množico ljudi, ki pride mesto vsak dan, da bi uporabljali neki drug. Je pa ta na Dolgem mostu relativno polno. Če se ne motim, drugo železniško postajo, ne? Pa železniško postajo, Na Barju? Pa prosim? Na Barju? Na Barju, ja. Na Barju tudi tisti na pol polno, tako, ko pažem, ja. Najbolj so uspešni Italije na Dolgem mostu, ne. Ki pa zanimivo nima nobenega pasu, ne? Ki pa zanimivo nima nobenega pasu, ne. Ampak zgledate pa, ne vem, vseeno, mogoče se drugačne ekspedite delovnih mest, tako naprej boš posrkala, ne. Domnevno, ne. Torej, zakaj to ne funkcionira, no? Ja, ne. Je več teh razlogov, mogoče se bo izboljšalo, tudi tega se bo izboljšal mogoče ta železniški sistem, recimo to bo vplivalo, ne. Zdaj so nadavili te nove vlakovne kompozicije, tako naprej. Ampak manjka še predvsem infrastruktura, ne. Manjkajo neka biciklistična infrastruktura na teh glavnih prestopnih točkah, ne, tega nimamo še, ne. Tudi kolesarske steze še niso v popolnosti, ne.
ti zamaški še niso čisto odpravljeni in tako naprej. Je še kar nekaj stvari upoštevati, no, je prostor za izboljšave, absolutno, ne. In še bi lahko upoštevali, ne, no. Ampak, ja, ključni problem, tale the elephant in the room, ne, slon v sobi, je pa to, ne. Kako te ljudi, ki iz suburbanega območja prihajajo v Ljubljano, kako jih popričati, da pošljate kolektivne servisi javnega prevoza. This is the $1 million question. To je ta slon, o katerem govorimo. Ja, jaz se treba sam vprašati, če v bistvu, mislim, če se ti ne zdi, da glede na to, kar smo tudi zdaj že govorili, da je velik problem tega, da se te ukrepi počasi izvajajo, oziroma se ne tudi pač navezanost posameznikov na avtomobile. Hkrati se pa vidi potem, ko so se ti neki ukrepi izvedli, da se je pač priljubljenost teh ukrepov povečala. Torej, se lahko nekako navežemo na to, da če bi se vzpostavili ti projekti brez tega, da bi bilo dejansko že neka pač splošna zahteva potem, splošna zahteva ljudstva, da bi to občina pa vlada sama začela vzpostavljati, torej to infrastrukturo, bi ljudje lahko počasi prepoznali pač to kot dobro, ker bi videli vsakodnevno v praksi, da jim to dejansko omogoča neke ali z ekonomskega vidika bolj dostopen promet ali pač iz drugih vidikov. Absolutno. To je ta preigravanje koristnih stroškov, ne. Zdaj, zaenkrat so koristi uporabe avtomobilskega prevoza še zmeraj večji od uporabe nekih alternativnih sredstev, javnega prevoza, na primer. Zdaj, kako to, ne, hkrati pa moš računati na politično, kaj ne rečem, na strukturo volivcev, ne. Zdaj, če uporabiš samo palce, ne, brez korenčka, ne, se ti bo poznalo nekje, zdaj kam bodo ljudje prevalili krivdo za to, ne. To je ta problem, ne. Zdaj, če hočeš ti lomiti vrednotne sisteme v Sloveniji pričakujejo nekaj. Da se boš ti odločil, zdaj bomo pa to zlomil, ne. Lahko računaš na totalni razvoj. In ljudje bodo uprli se, in bo izjemni politični pritisk to. Se to lahko pozgledamo vsak dan je to na delu za razne projekte, za razne velike spremembe, ki se probajo dogajati, pa se nikoli ne izvedejo. To je ta enačba. Prej v pogovoru? Jaz bom že dal popravljati zavod, ampak se mi zdi, da naklonjenost tem ukrepom se pokaže končne za 3 leta, ne? Zapiranju mestnega jedra pa tako naprej. Praviloma so ljudje še posebej naprej malo prestrašeni, zaskrbljeni, kaj bo z njihovo vsakdanje življenje. Potem pa ta naklonjenost po izvedbi praviloma začne počasi rastati in doseže neko strinjenje ali pa naklonjenost čez 3-4 leta. Iz tega, tudi zaradi tega, po mojem letos ni leto velikih ukrepov na tem področju, ker je pred volitvami. In niso čisto jasni, pač kakšni bojo kratkoročni učinki, ali pa so lahko kratkoročni učinki tudi nikoli neugodni, tako da po mojem pač začetek 4-letnega mandata boljši moment za velike ukrepe kot konc mandata. Po drugi strani bi pa dodal, da po mojem osebnem mnenju je tudi Ljubljana bila kar pogumna pri enih zadevah. No, slovensko je po mojem dober primer. No. Slovenske prihitele nacionalno zakonodajo. Če se ne motim, je bila ta shared space kot eksperimentalna, da poskuša nekaj tazga, še vedno je. Ja. In takrat so bile in zelo veliko pomislekov tudi v mediji, da bo to strašno nevarna zadeva, ker bo ogromno ljudi poškodovanih zaradi te odsotnosti režima kot shared space-a in po drugi strani, da bo zapora slovenske pomenila, to je bilo marsikakšen ugledni prometnik, ki to trdi v medijih v tistem času, no, da bo pomenila prometni kolaps mesta, da bo zamaški čez celo mesti, da bo to res zelo dramatično za avtomobilski promet. Pa se Ljubljana vseeno odločila za tak korak, ki je bil po mojem relativno poguman in po mojem mnenju prvi so nekaj čist fajnih rezultatov. V bistvu bilo revolucionarno, če kaj slovenskem greji. Kaj še nekaj drugih vprašanja v zvezi s katerimi ukrepi bi to lahko spremenili nekaj tazga? Kakšni pogoji so potrebni, da bi to spremenili? Ok. Iz celostne prometne strategije je meni en izmed ukrepov, ki se mi zdi, da bi res lahko spremenil železnice. No? Jaz mislim, da naslednji velik korak na regionalni ravni se lahko zgodi samo ob sodelovanju železnic, ki pa niso najhitrejše v smislu sprememb, ki je pokazal zadnjih nekaj desetletij, pa tudi vprašanje s kakšni sredstvi, da spolagajo. No?
Ampak mislim, da tukaj je en ukrep, ki je po mojem zelo dober, uvedba mestne železnice, no? Da bi na tirih, ki jih že imamo, čeprav to bi tega kar resne investicije, vlaki, ki že vozijo, zavzeli funkcijo mestne železnice tako, da končna postaja ne bi, da ljubljanska železniška postaja ne bi bila končna postaja, da bi vlak vozil, ne vem, Ivančna Gorica Kamnik, kar pomeni, da če bi bilo več mestnih postajališč, bi nekdo recimo, ali pa ne vem, iz Štajerskega konca v Kamnik, bi nekdo recimo na postaji Fužine se usedel na vlak in izstopil na Brinju. To je že staro, Karlsruhe, to je staro, že 20 let. Ja, no, ampak to je en izmed teh projektov, ker recimo bi Ljubljani dodal še en sistem javnega prometa, ki bi bil neodvisen od ostalih. V smislu, da avtobus, ko je enega gniča, če nima rumenega pasu, se slejko prej vse na križiščih, ta gniča bi zadanje tudi čas potovanja avtobusa. Železnica bi tukaj lahko, mislim, bi bila ključna za ta premik. No? Ja, tukaj noter je še nekaj ovir, ker železnica zdaj, če veste pogledati glavne zgostitve prebivalstva, glavne zgostitve funkcij in tako naprej, niso bili ob železnici, so ob avtocestnem prometu, tako da spet bi se mogla železnica prilagajati temu in tako naprej, tako da imaš spet neke umestnice, kje so kritične mase. To je bilo tista ključna stvar, zakaj se tega tiskati. In bilo že malo so se že začeli pogovarjati o tem, da bi to dejansko mogoče šlo v implementacijo. Ker Ljubljana ima tako, če pogledate, imate to zvezdasto zasnovo in z 4 strani prije železnica z enim ne, eno bi še mogli dodati. Ampak, ja, je malo problematično, ker železnica precej seka in ne povezuje Ljubljane. Naprimer, med Bežigradom pa Šiško sploh ni, ali nimate povezavo. Samova je edina povezava na prvem spodju. Vmes je pa kot bil Berlinski zid, ne, v bistvu. Veste, ni... Ljubljana ima probleme s tem, no. In to predstavlja eno tako oviro v tej implementaciji. Ampak ja, super, tu jaz se strinjam, super bi bilo, če bi bilo. Je malo problematično, ne. Kako tak velik projekt implementirati pa izkoristiti. Po drugi strani so te sanje o metroju, ne, tako malo težke, ne, ker Ljubljana ima problem zaradi sestave tal, ne. Tukaj, kjer je vaš faks, ne, v bistvu, če se ne motim, še zadnji del, kjer so relativno trdna tla in tako naprej, ker tukaj naprej imate že šotna tla, pa barje se začne malo bolj pretakati od spodaj, tako da v bistvu nemogoče je brez raznih z nekimi izjemno dragimi, drastičnimi ukrepi implementirati neke metrojske sisteme in tako naprej. Ne. Tako da o metroju, ki se ne zaslovene polemike, tako, ne, pa zakaj ne bi bilo to, ne, izkoč tukaj res težko. Tako da še najbližje bi prišli s tem projektom mestne železnice. Ja. Po mojem važno vprašanje, zakaj bi začel se ukvarjati z metro, dokler nisi izkoristil vsega, kar avtobus omogoča z runenimi pasovi, drugačnimi križišči in tako naprej. Ker je pač ful cenejši projekt. Pa še ena stvar, o kateri nismo to pogovarjali, kateri so ključni problemi, ne, da ne prije v tem implementaciji. To, kar omenjam, ne, glede konfliktov, pa glede vrednotne zastave volivcev in tako naprej, to je dejansko res, ne, zakaj, ker opažam po raziskavah javnega mnenja, da imate deklarativno stališče, skratka, ljudje, ko jih vprašaš, se absolutno strinjajo s tem, da bi sprejemali sisteme trajnostne mobilnosti, da bi trajnostno gradili, da bi zaustavljali črne gradnje, da bi skratka vse možne ukrepe, ki so povezane s trajnostnim razvojem, bi oni implementirali. Pa, ko jih vprašaš po nekih konkretnih ukrepih, pa bi to pravili sprejeti večje ekonomske starosti, pa so absolutno proti. Skratki, kaže se neka taka vsaj začetna figa v žepu, no, tako da moraš res dejansko začeti, če se le da na začetku nekega mandatnega obdobja in potem mehčati situacijo proti koncu. Ne. Če hočeš neke nepriljubljene ukrepe uvajati, moraš res pozljivo uvajati. In to je ta sestava
telesa Slovenije, ki dejansko diktira vsaj v majhnih primerih, kako se to vse odvija. Hvala. Zdaj, poleg teorije avtomobila, ljudje kot trajnostno okolju prijaznejše velikokrat enačijo tudi z izgubo določenega števila delovnih mest, kar pač še dodatno omejujejo prehod na trajnostno mobilnost. Zdaj, kakšne so realne statistike, je ta strah utemeljen? Mislim, v okviru tega, kar smo že govorili, da je pač en velik del tega, da je omejitev tudi pač mnenj ljudi oziroma njihova navezanost na avto, sem jaz želel predstaviti tudi vidik tega, da je pač ta neko prepričanje oziroma ljudje velikokrat vidijo to okoljevarstvo kot nekaj, kar rešuje okolje brez obzira na ljudi in pa za nastanek tega prepričanja so v veliki meri odgovorne tako okoljske organizacije, kot na drugi strani tudi delavske, torej sindikati, seveda pa tudi vlada, ki pač sama išče večinoma samo politične točke pri posameznih skupinah in na ta način ohranja status quo. Tukaj pač na ta primer okoljevarstvene organizacije na eni strani so v veliki meri se borijo za ohranitev našega planeta v stanju, ki je primeren za človeško življenje in to vidijo kot nek ultimativni, nek najpomembnejši cilj, s čimer pa se moramo sicer vsi res strinjati. Hkrati v luči tega velikokrat vidijo delavstvo kot neko oviro hitremu prehodu na nizkoogljično družbo. Sindikati pa na drugi strani, predvsem v industrijah odvisnih od fosilnih goriv, velikokrat vidijo le kratkoročni cilj zagotavljanja delavskih pravic lastnega članstva, ki pa pač, kot smo že pač izpostavili, velikokrat vidijo okoljevarstvene ukrepe kot uničevalce delovnih mest. In to še dodatno pripomore k ohranjanju statusa quo. Da bi pa to presegli, morajo na eni strani tako okoljske organizacije prepoznati pomembnost kratkoročnih in dolgoročnih vplivov ukrepov za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov na delavstvo in pa na drugi strani morajo sindikati prepoznati nujnost reševanja podnebnih sprememb in to prevzeti kot dolgoročni cilj. Potem pa oboje skupaj pač pritisniti na vlado, da začnejo delovati v smeri nizkoogljične družbe in delavskemu razredu prijazne družbe. Kako pa to lahko dosežemo? Zdaj pač s sindikatom in delavstvom se najprej mora pokazati, kako lahko ukrepi, ki rešujejo okoljsko krizo, hkrati rešujejo tudi delavsko krizo in ustvarjajo nova delovna mesta. Če gremo zdaj na primer transporta, o katerem danes govorimo, je sicer v Sloveniji ni neki velik analiz na tem področju, so analize na področju za ustvarjanje novih zelenih delovnih mest na drugih področjih, za transport v Sloveniji ni toliko. Je pa zelo ogromno raziskav na to temo pač bilo upravljenih v tujini. Jaz sem za primer vzel ameriško študijo Univerze Cornell. Ta pa kaže, da bi lahko povečanje deleža javnega transporta, da je povečanje deleža javnega transporta najpomembnejši oziroma eden pomembnejših elementov zmanjšanja količine izpustov toplogrednih plinov. V Ameriki je transport največ odgovoren za kar 34% toplogrednih plinov, kot smo jim pa že povedali, v Sloveniji je ta procent še kar precej večji, v Sloveniji je ta procent 51%. In osebni avtomobilski transport je odgovoren za 61% vseh teh emisij, torej celotnega transportnega sektorja. Z javnim transportom v primerjavi z avtomobilskim pa bi na ta način lahko zmanjšali izpuste toplogrednih plinov za skoraj 60% na vsak kilometer, ki ga uporabi potnik. Poleg tega pa študija pokaže tudi, da je vlaganje v javni transport zelo velik generator delovnih mest. Namreč na vsak milijon investicij v javni transport se ustvari 21 delovnih mest, medtem kot milijon vložen v naftno ali premogovniško industrijo ustvari le tam okoli 5,3 delovnih mest. Prav tako raziskava pokaže, da za vsak poraben dolar v investicije v javni transport ustvarjajo 31% več delovnih mest, kot pa na primer gradnja novih cest ali mostov. Podobno tudi, da vlaganje v vzdrževanje in popravljanje že obstoječih cest in mostov ustvari 16% več delovnih mest na vložen dolar kot gradnja novih cest. Raziskava Smart Growth America pa je ugotovila tudi, da je gradnja javnega transporta v soseskah z višjo stopnjo brezposelnosti doprinesla 2,5-krat več delovnih mest kot gradnja javnega transporta v predelih mest, kjer je nizka stopnja brezposelnosti. Za primer, en tak primer, ki je vlaganje v javni transport, bi lahko pokazali na primer Indije, ki je pred nekaj leti naredila načrt za izgradnjo 1000 km koridorjev, ki so bili namenjeni specifično hitrim avtobusom v 20 indijskih mestih in to jih je stalo okrog 3,3 do 4 milijarde dolarjev.
Predvidevajo pa, da bo ta načrt v 20 letih od svojega začetka rešil več kot 27 000 življenj zaradi vseh posledic prometa in ustvaril 128 000 delovnih mest. Hkrati pa bodo s tem pač zmanjšali tudi izpuste toplogrednih plinov za 42 milijonov ton. Tako da tudi tu vidimo, da je dokaj jasno, da lahko hkrati naslavljamo tako okoljsko krizo, kot tudi zagotavljamo nova zelena delovna mesta. Treba je na tem mestu izpostaviti tudi, da bodo določena delovna mesta iz fosilno-gorivskih industrij v prehodu v nizkoogljično družbo izgubljena in določene skupnosti prizadete, ker je to konec koncev neizogibno, ampak tudi za te delavce in skupnosti lahko poskrbimo preko pravične tranzicije. Pravična tranzicija v osnovi pomeni zagotovitev neke socialne varnosti v času med izgubo delovnega mesta in pridobitvejo nove zaposlitve, zagotovitev oziroma ustvarjanje novih zelenih delovnih mest, ki so prav tako lahko sindikalno organizirana in pravična, in pa plačane prekvalifikacije, če se ta potrebuje. Za izvedbo te pravične tranzicije pa je seveda nujno, da pač prvi sindikati prepoznajo pomembnost okoljske krize in možnosti, ki jih reševanje te prinaša za delavce, saj imajo možnost ljudi o tem izobraziti in se boriti za prihodnost svojega članstva in solidarnost celotnega delavskega razreda. Okoljevarstvene organizacije pa morajo prav tako za dovolj hitro in učinkovito reševanje okoljske krize sindikatom pri tem pomagati, jih vključevati v diskurs in pokazati pozitivne učinke, ki jih imajo lahko takšni ukrepi tako na delavce kot na revne. Mi smo mogoče eno tako blasfemično idejo v tem kontekstu, da če gledamo naprimer slovensko situacijo, tukaj ste opisali definitivno drži za neke večje sisteme, za neke večje države, kjer prihaja do nekih bistveno večjih, bolj intenzivnih premikov v urbanizaciji, premika zgodovanja, urbana, moč in tako naprej. Ampak v kontekstu Slovenije, naprimer, recimo, da se zgodi ta hibridni premik, da hibridi elektromobilnost postane tako močen element, je ta oblika individualnega transporta idealna za Slovenijo. Gledam, tako bomo naselja sestavljali. Zaradi sproščenosti. Mi imamo ogromno število nekih majhnih vasi, nekih zaselkov majhnih, nimamo velikih sistemov, nimamo velikih mest. In je individualni transport, če je dober, če ne povzroča emisij, če ima neke boljše senzorje, tako naprej, recimo, da bo šel ta smart mobil naprej, da ne bo slučajno povozil koga, kot se je to zgodilo zdaj, ko so testirali ta samovozeča vozila in tako naprej. Recimo, da bo šel ta razvoj naprej, potem bo to dejansko v prihodnosti idealna oblika za Slovenijo, še zmeraj. In dejansko ne bomo v tem meri državah, ne bomo rabili takih tako močnih sredstev kolektivnega prevoza, če ste ga vrjamo. To je res blasfemično, kar zdaj govorim. Zdaj, vse čas smo govorili o tem, ampak zdaj se bodo podali ideje, a je možno to obratno, Čeprav mene pa da malo skrbi v razvojnem smislu, Zdi se mi, da tukaj pa se odpira to vprašanje družbenega razreda zelo močno, ker ti si lahko kupiš nek rabljen avto za par 100 evrov v končni fazi, Medtem, vsaj v eni perspektivi si predstavljam 10-20 let, ampak v neki srednjeročni perspektivi si misli, da so električni avti še zelo dragi, ni še trga rabljenih električnih avtov. In tudi te politike spodbude tega se mi zdijo, veš, ko se zadnje za te politike, da recimo električni avto lahko vozil po rumenem pasu ali pa zaston parkiral v mestih in tako naprej, so mi mali trike, zato da še posebno v tem momentu so električni avtomobili nekaj, kar je domena tisti, ki si jih lahko privoščijo. Bistveno bi pa rekel, da iz teh podatkov se še smer kaže za vsak majhen slovenski kraj, da se ful velik delež teh poti na 1 kilometer, na 3 kilometre opravi z avtomobilom in da je tukaj še velik manevrski prostor. Na te poti bi se dal opraviti. Želimo pa v neki tisem ključen, kako sem ne predvidel. Recimo, da se eksponencialno zmanjšuje cena električnih avtomobilov, v tem primeru je to, recimo, postane rečemo v 20 letih možno. Ja, hkrati je pa pač, samo predstavitev prometa, elektrifikacija avtomobilskega prometa doprinese do tretjine povečanja potrebe po električni energiji v Sloveniji, ki je pa trenutno še vedno iz okoljskega vidika še ni, pač je velik del pridobljen iz
premogovnika, mislim, oziroma station. Recimo, da bo fuzija rešila. No, ampak na to računati je tako, kar idealno, mislim. Se tu sem dal mislim to, da debatiramo o tem, da se pogovarjamo. Zdaj se mi zdi, da je čas, da mislim, da lahko pač tudi iz publike, če ima kdo kakšno vprašanje, lahko se odpre ta debata. Jaz bi imel eno vprašanje glede teh podatkov, ker nobeno dvaju ni, recimo glede tega, koliko revnih si ne more privoščiti. Mislim, si sam ti rekel, da ja, pač mogoče se nekaj revnih ne more privoščiti avtomobila, ampak jaz zdaj mislim, a to dejansko na ravni SURS recimo ne obstaja. Da te podatke recimo po decilih, ker je recimo Monbiot, ko veliko piše o transportu, ima ta znan podatek, da zadnji decil, torej najrevnejši 10%, mislim 74%, torej Britancev, si ne more privoščiti avtomobila. In v bistvu oni iz tega potem pokaže dejansko na razredne pozicije, da jim lahko pomagajo, da dejansko lahko prorjemo furemo trajnostno mobilnost. Tako da me zanima, če recimo ali teh podatkov dejansko SURS recimo nima, ali pa Eurobarometer, ker pa je ta od Eurobarometer študija, da kaj 16,2% povprečno gospodinstvo slovensko uporabi za transport. Ali je mogoče saj ta podatek razdeljen ali po decilih, ali po kritilih, karkoli, ali mogoče tukaj veste, a je vsaj približno recimo po teh stratifikacijskih razredih. Kar Jaz ne vem. Vedno je dokazano, da bomo sprejeli zelo veliko avtomobilov, če se ne motim, nekaj 500 na 1000, no. To se podatkov pa, jaz jih ne poznam. Mogoče SURS spremljam, ampak jaz še nisem prišel zdaj, no. Tu bi dejansko mogel gledati porabo po gospodinstvih, ne. Mogoče ta urad vas točno, pa morda ima kakšno, da ima kaj zvezi s tem, no. Čist na pamet. Na pamet pa tukaj zdaj pa res ne bi mogel od tega, no. Čist na pamet, da jaz tukaj tudi prvo vprašanje, ampak nisem na svojem področju ne poznam tega dostopnosti do avtomobila, ne. Ker še posebej v manjših krajih, ker imaš v isti hiši 3 generacije in tako naprej, ne, je mogoče tudi dostopnost do avtomobila drugačna kot v Britaniji zaradi drugačnega oblike bivanja, ne, ampak izven svojega področja sem tako zelo na pamet govorim. Jaz sem pač tukaj vprašanje, ali bi bilo mogoče smiselno razmišljati o neki socialni pravičnosti z vidika razvoja javnega prometa, da se pač najprej razvija boljše povezave z nekimi regijami, kjer imajo ljudje recimo nižje dohodke, ne? Kjer je pač, ne vem, jaz sem iz Litije in pač cela ta zasavska regija je, to pač tam je imeti ali pa ne imeti avto eno zelo realno vprašanje, ne? In pač in čas, ki ga ti porabiš za prevoz na delovno mesto v Ljubljano, in stroški, ki jih imaš s tem, da imaš ali avtomobil ali pa da se voziš z vlakom in potem to kombiniraš še z nekim drugim javnim prevozom, pač to so vse dodatni stroški, ki jih imajo ljudje, ki živijo v Litiji. Se mi zdi, da je mogoče tudi tukaj za razmisliti, ni čisto isto primerjamo za neko gorenjsko regijo ali pa za Slavje. Ja, še posebej recimo tudi se piše na primeru večjih mest, ne, kako so kakšni deli mesta, revnejši, bogatejši deli mesta povezani z javnim prometom in s kolesarskimi stezami recimo, ne. Pa gremo pa, kako jaz zadnje čase berem odgovori v dve smeri, no, ampak ena je verjetno nekoliko manj relevantna za Slovenijo. Ena smer je, ja, da je super, ne, da je to socialno pravično, da tudi revnejši deli mesta povežemo s kolesarskimi, da tudi tam montiramo bike sharing sistem, ker je praviloma zelo poseben vrsta prometa, ker neko leto že naredimo in tako izboljšamo javni promet in tako naprej. Druga gre v to smer, da če to naredimo, se v tem delu mesta najemnine podražijo in pol ljudje zažgejo bicikle, ker jih je lažje zažgati, kakor računsko najemnino in se odselijo nekam drugam in so zelo nezadovoljni. Zdi se mi, da ta druga perspektiva v nekem kratko do srednjeročnem obdobju za Slovenijo veliko manj relevantna, ker se mi zdi, da se na ta način ne bi se Zasavje zelo podražilo in identificiralo in tako nekako. To je smisel, da ja, da je to smiselna predlog KPD-ja. Tu je bilo dejansko nekaj časa tudi debata glede strukturnih skladov, ne? A veš, kako zarisati dejansko meje med katerimi regijami pa nekaterimi področji in dejansko so na podlagi tega dejansko tudi dostopali do teh strukturnih skladov, ne? Iz tega vidika, naprimer, so probali nekako zmanjševati te socialne razlike, ki so obstajale med temi posamezniki. To se dogaja dejansko na ravni Evropske unije, no? En tak primer je, naprimer, zdaj mogoče spet malo provokativno, ne? Zakaj so Vitanje zgradili pod Pohorjem, ne pa v Ljubljani, naprimer, ne? Zakaj so Ksev zgradili, ne? Tam. To je bilo dejansko delno tudi, kako so bili zarisane možnosti za nadaljevanje strukturnih skladov
pa dejansko zadevanje sredstev, financiranje in tako naprej. Ne. In to vpliva, že zdaj vpliva. Bo pa še naprej vplivano. Druga stvar, ki je zanimiva, ki si bo odprla, je to, da če malo bolj razmislimo, dejansko se dogaja to, da nekateri nima, da ta dostopnost do prevoznih sredstev lahko vpliva na življenjski stil nekaterih skupin ljudi, naprimer predvsem mladih. Tisti, ki si ne more privoščiti avto, do 18 leta, na te absolutno vpliva to. To pa izjemno močno vpliva. In v bistvu mi krči možnosti. Mogoče bi mogli kako zastaviti, generacijsko. Tukaj noter jaz vidim te neenakosti. So zelo močne in v bistvu preprečuješ mladim, postavljaš barijere in se je to bistveno poslabšalo v primerjavi s prejšnjim časom. Od leta 91 do leta 91 je strm padec v pogostosti povezav, avtobusnih povezav z temi kraji, ki nimajo dejansko teh drugih servisov. In to je bistveno spomenilo možnosti za to generacijo. Ti so pa res slabši, pa za starejše, absolutno. Tako je, starejše generacije in mlajše generacije, ti so v tej poziciji neenakosti. In to izjemno, in to situacija se je poslabšala pri nas prej. Jaz bi bil 3 vprašanje. Prvo je, ti mislim, da do 2 cilji, da si tisto projektu delal. A ni bilo to ena študija, da se zgolj za 150 milijonov bi se lahko dejansko frekventnost vlaka povečala, mislim, da na 15 minut iz bližnjih opcij do Ljubljano, to dejansko 150 milijonov ne predstavlja. Druga zadeva me zanima je, da mi imamo v bistvu, če nismo celo unikom na ravni EU-ja, za vračilo stroškov, torej za prevoz na delo in ne. In to je dejansko izjemno pomembno socialni korektiv. Tako da me zanima, kaj bi lahko v tej smeri naredili, da bi bilo socialno in okoljsko sprejemljivo, a dejansko zgolj recimo dobivali materialno dobil od LPP-ja, pač mislim, da te dobijo finančno, vrnem denar, a bi bilo ok, da bi oni samo v roko dobili mesečno, a je že bilo, torej ja, bi bilo to. Tretje pa, ko se zdaj ti omenil, pa se mi zdi čisto ok, da bi recimo to za elektrifikacijo, a bi potem bilo smisel, da recimo, ko mi govorimo o zelenih delovnih mestih na ravni transporta, torej, ok, kot je tedej pokazal, imamo mi 30, kaj si več rekel za renovacijo cest, kot za novo, ampak recimo, kaj bi bilo potem smiselno recimo mehanike izobrat za elektrifikacijo, ker je recimo en primer je Adria Green, mislim, da z ISR, Štefana, dobila prav pre ekoskladu sredstva, da so mislim, da 5 mehanikov ali ki je tako izobraževali, kako bi ti transformiral avtomobile na benzin in dizel v elektrifikacijo. V bistvu potem se tako dejansko postala lokalna delovna mesta in ne bi profitov subvencionirali velikih kreditov, ker to je kar dela, ki da 8500 evrov za subvencijo, ki da za Teslo, za i3 ali za PV, subvencionira se profit. Tako da bi bilo mogoče potem bolj smiselno, recimo, da govorimo o zelenih delovnih mestih v transportu, gremo targetirati mehanike, da bodo tudi revni, recimo za stojne ali pa za minimalne sredstva, samo transformirali avto. V bistvu ojačen servis, ki se ukvarja z transformacijo avtomobilov, posodobljenje nekaj starih avtomobilov. Reciklažo v bistvu, ampak reciklažo v smislu spremembe sistema, pogonskega sistema, v bistvu tako, na ta način. Absolutno zanimiva ideja, evo, ena izmed idej, ki bi tu noter pasala. Zdaj, kaj zdaj zaustavlja, da ne pride rečemo do teh prebojnih idej, pa tako naprej, da ne pride do teh sprememb, v nekem doglednem času, Absolutno, vse o tem smo govorili. Jaz mislim, da ena je, da je ta tehnologija še zmeraj relativno težko dostopna. To smo nažalost strinjali, da je še zmeraj predrago. Mogoče pa bo ta koncept, jaz pravim, da bo, če bo šlo, da se bo ekonomsko splačalo implementirati tehnologije, naprimer, da se bo zniževala cena električnih avtomobilov, da dejansko ta vaš koncept prišel do izraza, prišel do implementacije. Ampak zaenkrat so te tehnologije nažalost res še predrage. Ampak če se bo cena eksponencialno zmanjševala in da bo dejansko prišel tega prestopa, da bo tudi vlade namenjale več sredstev za
uporabo hibridnih sistemov, neke elektromobilnosti, ne, potem dejansko bo še ta koncept važno uporabiti. Sej, nekateri so začeli v Nemčiji, ki so propovedali dizel in tako naprej. Ampak zaenkrat je res problem tukaj, ne, prvič zato, ker je ta tehnologija draga, drugič, ker je elektrika draga. In v bistvu ti avti niso nič manj trajnostni od teh dizel, ki se vozijo. Recimo, da bo nekoč, upajmo, da bo električna energija cenejša, ne, da ne bo proizvajala te stranske učinkov, ker zdaj ta oglični odtis, ko je, ne, ustvarja enake stroške, kot pa ena termoelektrarna, ki mora proizvajati elektriko, ali pa neki drugi sistemi, ki proizvajajo te elektrike. Začarnem krogu, zdaj smo trenutno v začarnem krogu, ne, dejansko je taka situacija, ne, in ta vaš svet, ne, glede tega, ne, absolutno se strinjam, mogoče bo to vdaj prišlo do implementacije tega, ne. Upam, no, da bo prišlo do te implementacije. Eno izmed vprašanj bo tudi to, glede kako... Vračilo stroškov za naslužbo. Ja, nekateri uvajajo že bolj rigorozne sisteme, naprimer že Evropska unija po evropskih projektih, ne, zahteva bistveno prav rigorozno preverjanje prevoznih sredstev, ki jih uporabljaš za prevoz na določene sestanke, na določene, ki jih uporabljaš skratka v okviru določenih projektov. Ne. In tukaj noter, ne, vračilo stroškov, ne, to se da korigirati z nekimi ukrepi, ampak ti ukrepi do nepreljubljeni, ne, tako, ne, do nepreljubljeni. Zaradi tega domnevno se ne zgodijo, ker drugače, da bi nek delodajalec zahteval, no se nekateri verjetno že zahtevajo, da ti doneseš dejansko vozovnico za vsak premik, ki ga narediš dejansko za tega še ni, ne. Vsej, tukaj noter je domnevan, da mislim, da na javni sektor, ne, je še zmeri, ni prišel, da povečemo teh korekcijskih mehanizmov, ne. Če bi se to zgodilo, me zanima, kakšen bi bil odziv, no, v javnosti, ja, ker to predstavlja in sindikatov v bistvu, no? Sindikatov, ja. Ker zdaj tukaj za v bistvu neko subvencioniranje razglašene poselitve na nek način, no? Ki gre v blazno škodo javnega prometa, ne? Se vemo, da na Dunaju tako, da dobiš pač delodajalca 365 dni veljavno karto z javni prevoz, kar pomeni, da če se boš ti vozil z avtom, avionom, biciklom, kakorkoli, javni prevoz dobil tvoj denar, in se bo ta denar za tvoj pot in se bo zaradi tega dobro razvijal, ne? Tako da dobiš denar, ki ga moraš porabiti, potrebujo javne prevoz. Lahko ga porabiš, če pa hočeš, se pa lahko tudi za lastne stroške voziš z avtomobilom, ne? Pa gre na tvoje lastne stroške. Tukaj ti mora pa delodajalec to subvencionirati in če si ti recimo bolj oddaljen od svojega delovnega mesta, to je noben problem, ne se niti k temu, da bi se preselil ali da bi se iskal delovno mesto bliže doma, ampak ti subvencionira to, da ti živiš nekje, kjer je mogoče javnega prevoza se sploh da organizirati, ker je na vrh hriba 3 km od prvega zaselka in tako naprej, ne. Medtem ko po drugi strani, pa to, ki smo Matjaž rekel, je zelo res, to ne bo zelo toplo sprejeto, da se to spremeni, ker bo to za nekateri pomenili, ne vem, 10% manjšo plačo pa kaj takega in bo verjetno moglo biti neko renček in palca. Po drugi strani pa je verjetno to tudi vprašanje, ki ni samo prometno, ampak tudi stanovanjske in prostorske politike države, ne. Tako da je po mojem zelo kompleksno vprašanje, ampak brez reševanja tega vprašanja se vsaj javni prevoz zelo težko razvija, oziroma je ta nadaljni padec rečenja frekvence, da se mi biti presenečenje, no. Je pa zelo škodljiv, po mojem mnenju, za razvoj prometne politike na ravni države, ta sistem povračila stroškov, no. Ampak se ga pa še nobena vlada, to se govori že kot 15 let ali pa nekaj takega, da je to obrazen problem, se ga nobena vlada ne upala niti do taka, če se to spomni. Je to še malo tem govorilo, da bi karkoli naredila spet? Ne na glas, ne. Pa še eno, si rekel, ono vprašanje glede železnice. Ja, ono je, v bistvu je zanimivo, ne, tiskrat smo gledali časovne poti med posameznimi središči železniškim prevozom in problem, ne, naprimer, da Slovenija kupuje spet nove vlakovne sisteme, ne, ali pa kuplja ICS, tukaj gre za vlak, ki gre v bistvu lahko 200 na uro, pa tudi tam nekje do 250 na uro. Na tem, kako so trase postavljene v Sloveniji, dejansko sploh ne more priti do izkoristka popolnega, ne. Naprimer, tam pod Zidanim mostom, če se motim, pride na 60-50 na uro, pelje ta vlak in nameni za 200 na uro, ne. Ne pomagati noben ICS, če nimaš ti
če nimaš neke infrastrukture, ki je dobro stavljena. Tam, na primer, že ta povezava, če bi bila skozi Trojane, če bi naredili tisto, ko so delali avtoceste, da bi še en cel za železniški prevoz bi zmanjšal, sem si so računali za 20 minut, ali 25 minut bi zmanjšal potovanje, pa Ampak to je važno, da si rekel, da so projekti, ki bi zmanjšali potovanje z vlakom za 20 minut, pa se nam zdijo nepomembni, ampak hkrati pa za vsak odsek, kjer se naredi v za 15 minut gužva, je 5 ljudi, ki vsak teden govorijo, da je nujno treba razširiti, pa spremeniti, pa točnost, pa hitrost, pa to, ne? To so te, se pravi. Je pa še to, ne? Tolerančni nivo slovenskih komuterjev relativno nizek, ne? Mislim, to zdaj malo šalim, ne? V Angliji, ne, nažalost, ne, dvovoljno komuterje je nič takega, ne. Tukaj pa dejansko, če se spremeni skema za 10 minut, ne, je tako, da hočeš širiti ceste, ne, v bistvu, ne. Se to dogaja, ne. Ampak ti predsjedci so povsem drugačni. Ja, Moj najljubši primer je iz enega kraja, kjer se mi zdi, da zmeri nimajo nobenega parkirišča v središču mesta. Kje pa pol parkirate? Je tam v oni ulici. Ta ulica te pač da greš v Vinka, ne? Percepcija, da to strašno daljno središče kraja, da ne boš tam parkiral, ko paš v center za eno. Drugo mesto je percepcija, če parkiraš 5-20 minut podal, pa kaj tazga, si še dobro najdu, ne? Zala se ti mene? Ja, ne, januarja letos smo na mreži za prostor imeli prvič glasovanje za pač eno idejo, ki jo bo mreža podprla. In je tako z naskavkom zmagala ideja, ker je fokus in sicer, da bojo oni analizirali sistem potnih stroškov v Sloveniji. Ker ne se pač tega nobena politika ni upala lotiti, tudi pač ni bilo še nobenih konkretnih raziskav, opravljenih pa predlogov. Tako da se bo to naslednje leto delalo in je pač res ključno, da se tudi sindikati vključijo, ker je to toliko kompleksen problem, da se ga do zdaj že nihče ni lotil in tako strašno vabljeni, da se vključite, no. Jaz v bistvu sem tako zastavil vprašanje, zakaj se nismo dotaknili mogoče niti za prihodnje čase, tega rečnega prometa v Sloveniji in Ljubljani. Če lahko komentirate iz okoljskega, socialnega, razumem to, da vsi ta trenutek v tem sistemu razmišljamo, kako bomo čim hitreje nekaj prišli. Ampak kaj če obstajajo druge možnosti, na tem se korist tokove, se zmanjša uporabne energije in tako naprej. Nizozemska je dober primer, kako izkoriščajo za transport tovara in tako dalje. Ja, problem Slovenije je ta morfološka struktura, ne, v bistvu, ne. Imamo to, kaj če imamo reki z močnim pretokom, pa tako naprej, to je težko graditi, ne, če pogledate že same sisteme elektrane, ki so že postavljeni, ne. Ne vidim, mislim, težko vidim razen parih rek, ne, da bi dejansko lahko organizirali neke take sisteme, ki bi bili razen turistične, ne, to. Ljubljana, ni bil par mesecev nazaj. Je bilo, da bi dejansko razširili toplovno pot, pa tako naprej, za turistično, ne. Aha, turistično. Vem, da so bile študije plovnosti Ljubljanice, Ljubljanska urbana, razvojna agencija Ljubljanska urbana, nekaj jih je delala, to je bilo v zadnje leta kar zastopano, no. Jih pa ne poznam, ne moram kaj dost komentirati, no. Ampak niso bile mislim, za te tovorni promet, za ta klasični, ampak je bilo za turizem. Turizem pa mogoče še nekaj potniškega, ja. Mogoče še kakšno vprašanje? Ne? Potem bi pa v bistvu počasi zaključil. Jaz se vam zelo lepo, oziroma sem zelo lepo zahvaljujem za sodelovanje. Tudi vam se zahvaljujem za udeležbo. Poleg tega pa seveda gre zahvala še Ekoskladu, Slovenskemu okoljskemu skladu, ki je sofinanciral ta dogodek. Zdaj vas vabim še na mogoče pristopite k tisti mizici, si pogledate malo brošure na še slične čokolade. Čokolade, da niso prisotno